Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, spoštovane sodelavke, spoštovani in cenjeni gostje, lep dober dan in lepo pozdravljeni na 11. redni seji Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Na današnjo sejo se je opravičila svetnica gospa Alenka Helbl. Ugotavljam, da je na seji prisotnih 15 svetnic in svetnikov, zato je občinski svet sklepčen in lahko veljavno sklepa. Na današnjo sejo so bili vabljeni predstavnik skupne občinske uprave Koroške, gospa Slavica Potnik, direktorica knjižnice Radlje ob Dravi, magistra Marija Vrhovnik Čas, vodja urada župana za finance in proračun, gospa Maja Košir, višja svetovalka za splošne in pravne zadeve, gospa Jasna Kunčnik, višja svetovalka za komunalne in premoženjsko pravne zadeve, magistra Katja Burja Kotnik, vodja urada za splošne zadeve in razvoj in gospa Marjana Švajger, direktorica občinske uprave. Spoštovane svetnice in svetniki, v pregled in potrditev dajem zapisnik in sklepe 10. redne seje Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Sprašujem, če so kakšne pripombe. Ugotavljam, da pripomb na zapisnik 10. redne seje ni, zato predlagam, da glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino. Potrdi se zapisnik in sklepe 10. redne seje Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov zapisnik in sklepi sprejet. Prehajamo na določitev dnevnega reda 11. redne seje. Sprašujem, ali obstajajo kakšni predlogi vezani na predlagani dnevni red 11. redne seje. Ugotavljam, da ne. Lahko preidemo na glasovanje o predlogu dnevnega reda 11. redne seje v celoti. Dajem predlog dnevnega reda na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je dnevni red 11. redne seje občinskega sveta s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Sprejet pa je naslednji dnevni red. Prva točka: pregled in potrditev zapisnika in sklepov 10. redne seje občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Druga točka: poročilo župana o realizaciji sklepov 10. redne seje ter poročilo župana in podžupanov o aktivnostih med obema sejama. Tretja točka: potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta povezovanje z naravo, implementacija zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi. Četrta točka: podaja soglasja k statutu knjižnice Radlje ob Dravi. Peta točka: podaja soglasja k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi. Šesta točka: predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi. Sedma točka: odlok o drugem rebalansu proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2024. Osma točka: predlog odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi, druga obravnava. Deveta točka: predlog odloka o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi, druga obravnava. Deseta točka: informacija o izvrševanju proračuna občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta. 11. točka: pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov. Prehajamo na drugo točko dnevnega reda, to je poročilo župana o realizaciji sklepov 10. redne seje ter poročilo župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama. Najprej poročilo o realizaciji sklepov Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi. Sklepi pod zaporedno številko 1 do 3 so bili realizirani na sami seji. Realizacija sklepa številka 4 o seznanitvi za celostno prometno strategijo Koroške regije je bil poslan Regijski razvojni agenciji Koroška. Sprejeti sklep številka 5, da sta predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem ter predlog odloka o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Koroška lekarna Ravne na Koroškem primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo je bil poslan občini Ravne na Koroškem. Sklep številka 6, s katerim je občinski svet podal soglasje k predlogu sistemizacije in organizacije v vrtcu Radlje ob Dravi za šolsko leto 2024-2025, uveljavitev povečanega oziroma fleksibilnega normativa za oddelke vrtca za 2 otroka na oddelek, kjer je to predvideno, ter potrditev poslovnega časa vrtca v skladu s predlogom sistemizacije je bil poslan osnovni šoli Radlje ob Dravi. Sklepi številka 7, 8, 9 in 10, s katerimi se je občinski svet seznanil s poročili za leto 2023, so bili poslani Koroškemu pokrajinskemu muzeju, skupnemu občinskemu organu Koroške, policijski postaji Radlje. Sklep številka 11, o sprejetju odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi knjižnice Radlje ob Dravi je bil poslan knjižnici Radlje ob Dravi.
Sklepom številka 12 je občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejel odlok o splošnem javnem redu v občini Radlje ob Dravi, ki je bil poslan v uradno objavo medobčinski uradni vestnik. Sklep številka 13 in 14, s katerima je občinski svet občine Radlje ob Dravi soglašal, da sta predlog odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi in predlog odloka o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, sta bila realizirana na sami seji. Sklep številka 15, občinski svet občine Radlje ob Dravi je sprejel rebalans številka 1 proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2024 in je bil odlok poslan v uradno objavo medobčinski uradni vestnik. Sklep številka 16, katerim je občinski svet potrdil predlog prejemnikov občinskih priznanj za leto 2024, je bil poslan vsem prejemnikom priznanj. Sklep številka 17 in 18 o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi in v svet javnega zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi je bil sklep poslan imenovanjima in svetu javnega zavoda Osnovna šola Radlje ob Dravi in svetu javnega zavoda Knjižnica Radlje ob Dravi. Prehajam na poročilo župana za 11. redno sejo. Najprej nekaj o projektu obnove dvorca. Projekt obnove dvorca je v polnem teku, trenutno se izvajajo predvsem rušitvena dela, zamenjati je potrebno posamezne uničene in dotrajane dele ostrešja, vsa dela potekajo pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Celovita obnova dvorca pa ne bo posegala v obnovo parka, tako smo se odločili, da bomo projekt obnove parka prijavili na razpis za izbor operacij trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem, kohezijska vzhodna regija. Ker sta investicijska in projektna dokumentacija še v pripravi, bomo za potrditev le-teh sklicali dopisno sejo občinskega sveta. Sanacija vodotokov. Na spletni strani Ministrstva za naravne vire in prostor je objavljen redni program za sanacijo škode po poplavah do leta 2028, ki med drugim zajema program sanacije vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023 v ustrezno funkcionalno stanje, odporno in za podnebne spremembe. Po pregledu programa smo ugotovili, da je za sanacijo vodne infrastrukture na območju občine Radlje ob Dravi do leta 2028 predvidenih zgolj 3 milijone 425 tisoč evrov, z manjšimi sanacijami se bo pričelo v letu 2025, obsežnejša dela pa se predvidevajo v letih 2026 in 2028. To ne zajema infrastrukture, ki jo je prijavila občina. Občina ima odobrenih preko 7 milijonov evrov in tudi ta denar, katerega smo 2 milijona 900 že dobili, bomo potem v obnovi rednega programa uresničili tudi do konca, tako da bo vseh stroškov, ki jih bomo dobili iz naslova poplav, v skupaj preko 10 milijonov, tako da 7 milijonov za občino in 3 milijone na državni javni infrastrukturi. Tretja je predstavitev knjige Ljudje so bili umetniki življenja. S predstavitvijo knjige Ljudje so bili umetniki življenja so krajanke in krajani Svetih treh kraljev spisali novo veličastno poglavje v knjigi razvoja kraja. Izjemno veliko prostovoljnega dela, napora in truda je bilo vloženo v izdajo knjige, za kar si vsi sodelujoči pri projektu zaslužijo iskreno pohvalo in priznanje. Tone Partlič, v 60 letih prejšnjega stoletja, za kratek čas tudi učitelj na Svetih treh kraljih, je ocenil, da gre za stvaritev, ki sodi v vrh tega žanra v Sloveniji. V času med obema sejama sem obiskal tudi občino Pregrada, kjer sem bil povabljen kot panelist, torej sodelujoči na konferenci, ki so jo pripravili zaradi gradnje biološkega bazena. Torej v Pregradi bodo iz sredstev za načrt in okrevanje na Hrvaškem zgradili biološki bazen, tako kot po vzorcu Radelj in pa Čazme. Zato so nas povabili na konferenco, na kateri sem predstavil izkušnje pri naših bazenih in veseli nas, da se je še nekdo odločil za takšno investicijo, saj predstavljajo te investicije tako imenovano odlično oceno pri tako imenovanih zelenih prebojih in pa pri ekološkem zavedanju prebivalstva in investicijah, tako da nas veseli, da je občina Pregrada bila tudi uspešna pri razpisu v okviru načrta za odpornost in okrevanje na Hrvaškem.
Zavod Radela je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra 2024 prejel bronasto priznanje, ki potrjuje visoko kakovost njihovih izdelkov in inovativnost v proizvodnih procesih. Čestitke za dosežek, ki je rezultat trdnega dela in predanosti. Moram reči, da je bilo biti tam kot predstavnik občine, v kateri deluje Zavod Radela, izjemen ponos, saj smo bili uvrščeni med prejemnike priznanj, kot so Radenska, Dana, Presat in tako eminentna imena predelave sokov v slovenskem prostoru, in osvojiti in pridobiti bronasto priznanje uvršča tudi Zavod Radela, naš zaposlitveni center, invalidsko podjetje, v vrh slovenskih proizvajalcev jabolčnih sokov. Tudi danes moram narediti malo reklame, pijemo prvič na seji občinskega sveta že letošnji pridelek, za katerega mi laični strokovnjaki ocenjujemo, da je boljši od lanskega, tako da računamo na še boljšo uvrstitev naslednje leto na Agri. Upam, da bo Zavod Radela uspelo. 12. septembra sem se udeležil razvojne konference v organizaciji Državnega sveta. Beseda je tekla o decentralizaciji in učinkovitem javnem servisu, kar so poimenovali razvojna vizija Slovenije za naslednje desetletje. Odzval sem se v povabilo tudi Gospodarske zbornice Slovenije in se jim pridružil na dnevu inovativnosti na Brdu. Med drugim sem prisostvoval panelu, ki ga je vodila direktorica Gospodarske zbornice Slovenije Koroška Katja Pokrižnik, na katerem se je pogovarjala z direktorjema dveh inovativnih podjetij v Sloveniji, Juretom Knezom iz Devesofta iz Trbovelj in pa našim Sandijem Markonom iz Stroke iz Radl ob Dravi, kar mi je predstavljalo še posebej ponos, da lahko v Radlah deluje podjetje, ki ga uvrščajo v sam vrh inovativnih podjetij v slovenskem prostoru, in to gospodarstveniki, saj je bilo dan inovativnosti organiziran s strani Gospodarske zbornice Slovenije. Udeležil sem se tudi tako imenovanega prvega posveta pred finančno perspektivo 2027-2034 v organizaciji Ministrstva za kohezijsko politiko. Moram reči, da prvič, odkar delujem na področju lokalne samouprave v 22 letih, smo bili enakovredno vključeni v začetek programiranja za naslednjo finančno perspektivo, kar sem tudi na samem predavanju oziroma na samem posvetu tudi povedal. Zdi se mi prav, da so tudi lokalne skupnosti od vsega začetka vključene in lahko tudi z našo vizijo in razvojnim potencialom prispevamo k veliko boljšemu programiranju za naslednjo finančno perspektivo, ki se bo kar hitro pričela, in da ne bi bilo tako, kot je bilo vedno do sedaj, da smo prva 3 leta samo gledali, kako se pogaja država z Evropo. Računam, da bodo zdaj pripravili vse potrebno tako, da bo se v letu 2028, ko se bo začela finančna perspektiva, tudi začelo črpati, da ne bo se zgodilo tako, kot se je zgodilo do sedaj v teh finančnih perspektivah, da smo potem na koncu morali na vrat na nos počrpati vsa sredstva in je bilo izjemno težko zagotavljati tudi svoje deleže, zato da so se lahko sredstva počrpala, zato ker se v prejšnjih letih ni bilo dovolj energije, da bi se lahko izdajale odločbe in bi se začelo že prej črpati sredstva. S podžupanom Davidom Valkmanom sva se s folklorno skupino KPD Kovačlija iz Vuhrda podala v Čazmo na Hrvaško, kjer so nas folklorniki iz Miklovša povabili k obeležitvi 50. zapovedi pod Lipom in nas folklorniki iz Miklovša povabili tudi na njihovo tradicionalno druženje folklornih skupin. Izjemno so nas bili veseli, tako kot tudi mi njih druženja, in obljubili smo si, da nadaljujemo to naše sodelovanje. Tukaj med nami sta dve članici KPD Kovačlija, lahko potrdita, da je bilo lepo in da smo jih tudi povabili, da se kdaj odzovejo našemu povabilu in pridejo k nam odplesati kakšen njihov ples in nam pokazati, kako oni razvijajo folklorno dejavnost. Za nami so radeljska srečanja 2024, v okviru katerih se je zvrstilo okrog 35 prireditev. Kljub nekoliko slabšemu vremenu so bili vsi dogodki dobro izpeljani in tudi obiskani. Organizatorjem in vsem, ki ste se trudili za to, da so bili obiskovalke in obiskovalci navdušeni nad vsako prireditvijo, se iskreno v imenu občine Radlje ob Dravi tudi v svojem imenu iskreno zahvaljujem. V nedeljo 29. septembra je potekala slavnostna maša, po njej pa še uradna otvoritev in blagoslov obnovljenega kulturnega spomenika Marijino znamenje v Radlah ob Dravi.
Kot veste, so v restauratorskem centru v Ljubljani opravili obsežna restauratorska dela Marijinega znamenja. Še posebej veliko dela je bilo potrebnega na svetem Zigfridu Marnberškem, ki je bil v nesreči s tovornjakom konec 70. let 20. stoletja prelomljen na 8 kosov. Takrat so ga sanirali z uporabo železnih sider, ki pa so s časom zarjavela in posledično so začeli odpirati nove razpoke na kipu, ki pa so pomenili nevarnost, da bo kip razpadel na kose. Sedaj je Marijino znamenje popolnoma obnovljeno in postavljeno nazaj na trg Jožefa Gomboca. Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki je namenjen reševanju izzivov občine povezanih s prometom. Namen celostne prometne strategije je zagotoviti varno, dostopno in okolju prijazno mobilnost in takšno prometno omrežje, ki bo izboljšalo kakovost življenja prebivalcev in spodbujalo gospodarski razvoj občine. Poleg tega bo strategija prispevala k zmanjševanju negativnih vplivov prometa na okolje, kar bo izboljšalo kakovost zraka in zmanjšalo emisije toplogrednih plinov. Vključevanje prebivalcev in deležnikov izpolnjevanju anket ter udeležbo na posvetu bo zagotovilo, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi ustrezali potrebam skupnosti in prispevali k izboljšanju in trajnostni mobilnosti v občini. Občina je bila uspešna na prijavi razpisa Ministrstva za okolje, podnebja in energijo ter prejela sredstva za izdelavo celostne prometne strategije. Toliko z moje strani okrog realizacije poročila sklep, poročila župana. Prosim podžupana Roberta Potnika najprej za poročilo podžupana in potem še Davida Vakmana kot drugega podžupana. Prosim. Hvala lepa za besedo in lepo zelo tudi v moje imenu vsem prisotnim na današnji seji, kakor tudi tisti, ki nas spremljajo preko drugih kanalov. Sanacija cest po neurjih. Občina Redle ob Dravi je prejela tako imenovani po predhodnem programu približno 2,9 milijona evrov sanacijskih sredstev, kar predstavlja 40% prijavljene škode na javni infrastrukturi. Naše prizadevanja so osredotočena na sanacijo vodnega parka, pri čemer je bil cilj zagotoviti njegovo odprtje za testno sezono po letu 2024 in pa obnovo 3 najbolj obremenjenih cest, ki služijo kot šolske in mlečne poti. Na podlagi ocenjenih tveganj in pismo poveljnika civilne zaščite smo pričeli z nujnimi deli na cesti Grajf na Pečnik že čez poletje, da preprečimo dodatno škodo. Potrditev projektne dokumentacije s strani tehnične pisarne smo prijeli šele 25.9.2024. Za cesto Spodnje Vižinga-Dajčman nam tehnična pisarna projektne dokumentacije še ni potrdila, smo pa izvedli javni razpis, izbiro izvajalca in tudi uvedbo v delo. Sanacija preostale škode na javni infrastrukturi je vključena v tako imenovani redni program sanacije, objavljen na spletni strani. Projekt aglomeracije 10991 Zgornje Vižinga občine Redle ob Dravi. Kar se tiče projekta aglomeracije 10991 Zgornje Vižinga, sem vas skoraj na vsaki seji zadnjih leto dni tudi obveščal. Občina Redle ob Dravi je kanalizacijsko infrastrukturo v celoti položila, pridobljena so uporabna dovoljenja in naši občanke in občani se že priključujejo na kanalizacijsko mreži. Tako lahko opazite izgradnjo individualnih priključkov, seveda pa z deli še nismo zaključili, saj sedaj sledijo še urejanje okolice, vzpostavitev prvotno stanje na zemljišči, katere smo uporabili za izgradnjo kanalizacije in druga dodatna dela, ki so se pojavila tudi na tem delu. Urejanje urbane opreme. V skladu z sprejetim katalogom urbane opreme Partnerstvo za Pohorje Drava Bike smo na delu Dravske kolesarske poti od centra Radl do Dobrave nadomestili obstoječe klopi z ustreznimi iz kataloga. Postavili smo 2 klopi, na postavitev pa čaka še 3. Uredili smo prijeten kotiček, kjer se kolesarji pa tudi pohodniki in sprehajalci lahko odpočijejo in naberejo moči za nove podvige. Tako tudi sledimo zastavljenemu cilju, da pri nadomeščanju urbanih elementov sledimo enotnim smernicam ureditve. Obnova klopce Ljubezni. Klopca Ljubezni na Starem gradu je bila v aprilu uničena zaradi nevestnega ravnanja in vandalizma. Klopca je bila ob iskanju najdena na vzhodni strani skalnate stene. Na srečo je bila zadnja stran s srčkom dobro ohranjena, tako da smo lahko obnovili in na novo postavili. Prav tako smo obnovili noge na klopci Ljubezni, ki je bila postavljena na poti proti Barniku. Klopca bo letos postavljena na novi lokaciji v Uhradu.
Projekt ureditve križišča na mejni prehod Radelj zaključuje se še en infrastrukturni projekt v Radljah, in sicer ureditev križišča na mejnem prehodu Radelj. Na tem delu izvajamo rekonstrukcijo ceste v smislu ureditve prehoda za pešce z ločenim otokom in pločniki. Umestitev prometnega otoka se predvidi za usmerjanje motoriziranega prometa, ki je ukrep zelo širokega priključka. Prehod se uredi na obstoječi regionalni cesti, dostop na prehod je iz parkirišča preko novega stopnišča, dostop za invalide je preko pločnika do bližnjega priključka. Na občinski cesti se podaljša pločnik do križišča za ulico pod gradom, zaradi umestitve tega pločnika se izvede razširitev ceste za nemoten motorni promet, za potrebe novega prehoda se izvede preverba osvetlitve, ki izkazuje potrebo po dodatni svetilki, prehoda se opremita z taktilnimi označbami. Ureditev raztrosa pepela. V mesecu septembru smo pričeli izvajati še en projekt, in sicer prostor za raztros pepela na pokopališču v Radljah ob Dravi. Prostor bo smiselno umeščen na travnik nad Mrliško vežico. S krajinsko arhitekto smo poiskali rešitev, ki govori podoben jezik kot sam objekt in tako predstavlja del letega. Prostor za raztros pepela bo nevsiljivo vgrajen v teren, ustvarjen bo gaj iz zelenja in zasajenih brez, ki so že v preteklosti veljale za simbol pomladi, čistoče in svetlobe. Most Muta Radlje ob Dravi. V začetku novega šolskega leta smo obnovili most na šolski poti med Muto in Radljami. Ta projekt je rezultat uspešnega sodelovanja med obema občinama. Radljska srečanja 2024. Tudi letos so se v okviru občinskega praznika občine Radlje ob Dravi odvile številne zanimive prireditve za vse generacije, katerim sem prisistoval tudi sam. Čestitke seveda vsem organizatorjem. Upravili smo redno vzdrževanje javnih cest, zelenici na Sado, dosadili smo manjkajoče drevesa in zasadili nov drevored v Zgornji Vižingi. Na različnih lokacijah smo osvežili cvetlične gredice in korita ter obrezali večja drevesa po evropskih standardih. Izvedli smo številne aktivnosti v povezavi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda, vključno z izdajanjem soglasij za priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje, sanacijo kanalizacijskih vodov po požari ter redno vzdrževanje črpališč in čistilnih naprav. Udeležil sem se upravnega odbora Gospodarske zbornice Koroška, prav tako sem se udeležil upravnega odbora Obrtne zbornice Radlje. To so nekateri ključni podatki iz mojega dela med obema sejama. Za več informacij ali pojasnil sem vam vedno na voljo. Hvala lepa in prosim še podžupana Davida Lokmana za njegovo poročilo. Hvala lepa za besedo, gospod župan, lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem svetnicam in svetnikom. Poročilo podžupana 11. redne seje. Aktivarium. Pri projektu Aktivarium zaključujemo prvi del izvedbe. V letu 2025 bomo uredili del v gozdu nad ribnikom Rež. Ob Kozovcu Tuplarju pri vodnem parku se je postavilo igrišče 4 letnih časov, gozdno plezališče, počivališče v potoku. Nabavila se je oprema za audio-video sobo, čebeli pan ter oprema za pot dobrega počutja. Prav tako je bil v okviru projekta izveden nagradni natečaj v sodelovanju z Osnovno šolo Radlje ob Dravi in Čebelarskim društvom. Izbrani so bili 3 nagradni motivi, ki bodo krasili igrala v okviru projekta. Projekt je sofinanciran strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Prostofer. V občini Radlje ob Dravi se nadaljuje skrb za starejše občane s storitvijo Prostofer, ki omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, trgovine in drugih nujnih opravkov. Prostofer je prostovoljna storitev, ki jo odslej opravlja Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi. Gre za pomembno storitev, ki starejšim in gibalno oviranim občanom omogoča večjo mobilnost in dostopnost do potrebnih storitev, še posebej v času, ko so možnosti prevoza omejene. E-kolesa. V občini Radlje ob Dravi smo skupaj s strateškima partnerjema na področju trajnostne mobilnosti, podjetjama Namago in Elan, zopet omogočili poletno izposojo električnih koles. Letos smo sistem nadgradili in omogočili izposojo 2 različnih tipov koles. Namagova mestna e-kolesa si je na brezstičen način mogoče izposoditi na 2 lokacijah, v Vuhredu in v vodnem parku. V Marenberškem centru Radlje pa je na voljo izposoja 5 Elanovih gorskih e-koles, ki so primerni za raznolike terene in odkrivanje kolesarskih poti v okolici od Pohorja do Kozjaka ter ob reki Dravi. Ureditev sanitarij v podružnični osnovni šoli Vuhred.
Čez poletne mesece smo celovito uredili sanitarije v podružnični osnovni šoli v Vuhredu, ki so bila že dotrajane in potrebna temeljite obnove. Na novo se je položila celotna keramika, uredila nova vodovodna in kanalizacijska inštalacija, namestili so se novi umalniki in ostala sanitarna oprema. Prav tako se je nabavila nova oprema za centralno ogrevanje. Z obnovo strmimo k izpolnjevanju zavez, da omogočimo vsem našim otrokom koliko toliko enake pogoje. Projekt ureditve okolice vrtca. Na območju, kjer so bile do sedaj neuporabne zelene površine v neposredni bližini šole in vrtca, se bo zgradil sodoben večnamenski športno-rekreativni park. Pomembno je, da se pridobijo nove športne rekreacijske površine, ki bodo omogočile aktivno preživljanje prostega časa v naravi, izboljšale motorične in koordinacijske spretnosti otrok in mladostnikov ter posledično v veliki meri prispevali k spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Poleg orodij bo park vključeval tudi zelene zasaditve, labirint, čutno pot, gredice za zelišči ter drevesa. Projekt sofinancira Fundacija za šport. Strokovno srečanje ekip nujnih medicinskih pomoči. V imenu župana sem se udeležil prvega strokovnega srečanja ekip nujne medicinske pomoči iz celotne Slovenije. Ob tem so se enote Zdravstveno-reševalnega centra Koroške, enota Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Zdravstveni dom Maribor, Prostovoljno gasilsko društvo Radlje ob Dravi, Policijska postaja Radlje ob Dravi in helikopterska nujna medicinska pomoč iz Maribora izpeljale vajo, kjer je prišlo do prometne nesreče z več poškodovanimi. S 1.9.2024 smo v Zdravstvenem domu Radlje ob Dravi bogatejši za novo vozilo VUS, vozilo urgentnega zdravnika. To je velika pridobitev za občino Radlje ob Dravi in tudi širše. Radljska srečanja 2024. Tudi sam sem se udeležil odlično organiziranih dogodkov v okviru radljskih srečanj, čestitke vsem organizatorjem, sodelujočim na prireditvah. Po ponedeljkih in četrtkih se redno udeležujem kolegije podžupana na občini, ki potekajo redno čez celoten mesec. Hvala. Hvala lepa podžupanu Davidu Valkmanu. Na glasovanje dajem sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi se je seznanil z poročilom župana o realizaciji sklepov 10. redne seje ter s poročilom župana in podžupana o aktivnostih med obema sejama. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Tretja točka dnevnega reda je potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta Povezovanje z naravo, implementacija zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi. Trenutna ureditev centra Radlje ob Dravi ne sledi novim smernicam razvoja mest v skladu z upoštevanjem zeleno-modrih ukrepov ter ustrezno pripadajoče infrastrukture, ki odgovarjajo na vse bolj pereče posledice podnebnih sprememb. Manjkajo zelene površine, pojavlja se problematika toplotnih otokov, prav tako pa je potrebno urediti ustrezno odvodnjavanje meteornih voda ter njihovo ponovno uporabo. Z načrtovanjem projektov celovito pristopamo k izboljševanju urbanega okolja in k ohranjanju ter izboljšanju kakovosti življenja in okolja v mestu in naselju. Projekt ureditve in vzpostavitve novih zelenih površin v naselju je ključnega pomena za trajnostni razvoj urbanega okolja. Projekt se bo izvajal na območju občine Radlje ob Dravi in bo prispeval k doseganju ciljev in kazalnikov programa Evropske kohezijske politike 2021-2027. Načrtuje se ozelenitev naselja Radlje ob Dravi z urbano infrastrukturo in ponikovalnimi površinami. Postavitev deževnih vrtov, zelenih površin, infiltracijskih površin, biodiverzitetnega parka ter gradnjo 2 podzemnih zadrževalnikov, ki bosta prispevala k zadrževanju odvečne meteorne vode, ki se bo kasneje uporabljala za zalivanje zelenih površin in rož. Podzemni rezervoarji so različnih velikosti in oblik in narejeni iz različnih materialov. Glavne funkcije za shranjevanje in začasno zadrževanje padavinske vode za upočasnitev površinskega otoka ter distribucijo padavinske vode na druga mesta ali ponovno uporabo. Ureditev kraja v skladu z modro-zeleno infrastrukturo ni le ekološka nujnost, ampak ima moč, da preoblikuje mesto in ustvarja prostore, ki niso le funkcionalni, temveč tudi vizualno privlačni, ter spodbuja občutek dobrega počutja in povezanosti z naravo. Vrednost projekta je ocenjena na 2,4, malo več kot 2,4 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. V letu 2025
bo morala občina v občinskem proračunu zagotoviti 165 evrov, v letu 2028 pa 1 293 452 30 evrov ter 964 054 00 evrov v letu 2029. Predvidena so proračunska sredstva občine Radlje ob Dravi v višini 1 259 306,30 evrov ter 1 163 200 evrov iz sklada Evropskega sklada za regionalni razvoj. Občinskemu svetu predlagam, da predlog obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Predstavnik skupnega organa se je na današnjo sejo Koroške opravičil, zato bomo predvajali krajši video, ki smo ga predvajali tudi na slavnostni seji, in potem mogoče še nekaj besed o tem, potem pa predam razpravo, besedo vam, spoštovane svetnice in svetniki. Prosim, jasno. Modro-zeleni ukrepi. Občina Radlje ob Dravi sledi zelenemu in trajnostnemu razvoju. S tem ciljem smo zasnovali ureditev jedra v skladu z zeleno-modrimi ukrepi oziroma ukrepi temelječimi na naravi. Modro-zelena infrastruktura omogoča učinkovito ponikanje in ponovno rabo padavinske vode. Pametne investicije v to infrastrukturo varujejo okolje, prinašajo ekonomske koristi ter izboljšujejo kakovost življenja. Zamenjava asfalta z vegetacijskimi površinami ob javnih stavbah ustvarja prijetno okolje, ki izboljšuje kakovost življenja. Ohranili bomo vsa parkirišča in jih ozelenili. Asfaltnim površinam so dodani zeleni sistemi, kot so deževni vrtovi in zeleni pasovi. Ob Mariborski cesti se bodo uredili deževni vrtovi in vegetacijski jarki. Deževni vrtovi so posebni vrtovi, zasnovani za zajemanje in filtriranje deževnice, da se zmanjša odtekanje vode v kanalizacijo. Gre za nizko ležeče območje, običajno napolnjeno z rastlinami. Te rastline in tla delujejo kot naravni filter, ki odstranjuje onesnaževala iz vode. Center bo bogatejši tudi za vodne kvadrate, ki so ena izmed oblik zadrževanja in čiščenja padavinske vode, narejeni kot čofotalniki in vodno igrišči. Na dosedaj neizkoriščenem prostoru pred Mariborskim centrom Radlje se bo zasadil in uredil lokalni park. Ponujal bo zelene površine, senco, prostor za igranje in druženje. Plezajoča ulična drevesa pa bomo uporabili kot dodatno zeleno obogatitev in kot povezovalni element. Ureditev okolice vrtca. Nastal bo nov lokalni biodiverzitetni park. Park bo posnemal delovanje narave in imel izobraževalni, turistični, ekosistemski in ekonomski pomen. Ureditev mlake v biodiverzitetnem parku je doprinos k podpiranju vodnih ekosistemov, ki so nosilci življenja za blagoljubne rastline in vodne živali. Zunanji del šole in vrtca se uredijo kot učilnica na prostem, kot odprta učna okolja za izvajanje pouka v naravi. Skozi implementacijo zeleno-modrih rešitev sledimo trajnostnemu razvoju in ostajamo povezani z naravo. Približno 5000 kvadratnih metrov je bilo potrebno urediti površin, da smo lahko zadostili pogojem razpisa, ki ga bodo objavili na ministrstvu, in v teh 5000 kvadratnih metrih površin je zajeta ozelenitev kompletnega parka pri šoli, poleg tega tistega ostalega dela, ki je ostal zunaj vrtca, še zelenega dela in pa kompletnega dela centra Radlj, od glasbene šole pa vse do pekarne, skupaj z delom okoli knjižnice Radlje ob Dravi. In v okviru tega projekta bodo z različnimi ukrepi, kot je z postavitvijo zadrževalnikov meteornih voda in potem to vodo kot uporabljanje na vodnem elementu, na vodnih kvadratih in pa kot zalivanje rož, lahko avtomatsko se bo ta voda črpala iz zadrževalnikov vode. Vseeno pa bodo ti ukrepi imeli tudi, velik vpliv bojo imeli tudi tako imenovani deževni vrtovi, ki bodo razporejeni v glavni cesti in ki bodo kot naravni filter za ponikanje meteornih voda in izpeljavo teh voda v meteorno kanalizacijo in potem ponikanje. Tako da ocenjujemo, da
bomo s tem projektom dosegli več učinkov in verjamemo, da je to odličen projekt za razvoj našega kraja, naše občine in nasplošno s tem pokažemo tudi naše zavedanje, kako pomembni so ti ukrepi v smislu podnebnih sprememb in zagotavljanja višje kvalitete življenja naših občank in občanov. Dajem točko dnevnega reda v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko pridemo na glasovanje. Občinski svet občine Radlje ob Dravi potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta povezovanje z naravo implementacija zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi v predloženem besedilu. Občinski svet občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljne aktivnosti v zvezi z investicijo. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Nadaljujemo z 4. točko dnevnega reda. Podaja soglasja k statutu knjižnice Radlje ob Dravi. Občinski sveti občine Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na Pohorju so v letu 2024 sprejeli odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi knjižnice Radlje ob Dravi. Na podlagi sprejetih sprememb in dopolnitev ustanovitvenega akta je svet knjižnice Radlje ob Dravi na 3. redni seji dne 9. julija 2027 obravnaval in sprejel statut knjižnice Radlje ob Dravi, ki je usklajen z odlokom o ustanovitvi. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Med nami pozdravljam gospod Slavico Potnik, direktorico knjižnice Radlje ob Dravi, ki jo prosim za podajo obrazložitve. Lep dobro večer, direktorica, izvolite, beseda je vaša. Lepo za besedo, lepo zdrav tudi vsem prisotnim. Torej, kot je bilo že povedano, statut knjižnice Radlje ob Dravi je sprejel naš svet. Nastal je pa ta predlog statuta na podlagi sprememb, ki se je prinesel odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi knjižnice Radlje ob Dravi, ki je bil sprejet in objavljen v letošnjem letu v začetku julija. V osnovnem besedilu statuta, ki trenutno še velja in je iz leta 2004, smo ob tej priliki popravili še določene zastarele izraze, naprimer gradivo, ki je bilo v leta 2004 opredeljeno kot knjižnično gradivo, smo zdaj povzeli z sodobno formulacijo iz zakona o knjižničarstvu iz leta 2015. Posodobili smo nekatere člene, ki so bili mogoče, katerih določbe so bile manj jasne, da so zdaj bolj, in pa še kakšne popravke. Kot rečeno, pa je bilo osnovno in najvažnejše uskladiti z odlokom, torej določbami odloka. Od člena do člena ne bi šla, najverjetneje ste gradivo dobili, če bo kakšno vprašanje. Drugače pa, kot je bilo povedano, potrebujemo tudi v skladu z zakonom o zavodih soglasje vseh občin ustanoviteljic. Dve občini, občini Muta in Vuzenica, sta soglasje že podali, občini Podvelka in Ribnica na Pohorju pa boste sprejemali oziroma obravnavali statut v tem tednu. Toliko na kratko. Hvala lepa direktorici za obrazložitve. Predlog je obravnaval odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, zato prosim predsednico, gospod Metko Erjavec, za občinski svet seznani z zavzetimi stališči. Predsednica, prosim. Ja, hvala za besedo. Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva je na svoji 12. redni seji dne 25.9.2024 obravnaval podajo soglasja k statutu knjižnice Radlje ob Dravi. Odbor je po podanih obrazložitvah sprejel naslednje stališče. Odbor se je seznanil s predlogom statuta knjižnice Radlje ob Dravi in občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje. Hvala lepa. Predsednici, dajem točko v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko pridemo na glasovanje. Glasujemo o sklepu za naslednjo vsebino.
Občinski svet občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k statutu knjižnice Radlje ob Dravi, se pravičujem, v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 5. točka dnevnega reda je podaja soglasja k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi. Svet knjižnice Radlje ob Dravi je na svoji 18. redni seji dne 28. septembra 2024 obravnaval in podal soglasje k sprejetju pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Predlog pravilnika je pripravila direktorica knjižnice Radlje ob Dravi, gospa Slavica Potnik, zato jo prosim za podajo obrazložitve. Prosim. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi je bil pripravljen na podlagi pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe, ki jo veljavi od marca 2023 in na novo določa pogoje za izvajanje knjižnične javne službe, kot govori tudi v svojem nazivu. Ta pravilnik tudi natančno določa število in pa strukturo kadrov za vsako od splošnih knjižnic oziroma generalno za splošne knjižnice in za druge vrste knjižnic, ter natančno tudi za posamezno knjižnico, kar si po prilogah seveda izračunamo. Na podlagi teh določb smo na novo določili, kot rečeno, tako strukturo kot število kadrov. Ta pravilnik je obravnaval svet knjižnice Radlje ob Dravi in podal soglasje. V skladu z statutom pa potrebujemo tudi soglasje vseh občin ustanoviteljic. Občini, podobno kot pri statutu, sta tudi občini Muta in Vuzenica podali soglasje, občini Podvelka in Ribnica na Pohorju pa boste obravnavali v tem tednu. Hvala lepa. Preden da predam besedo predsednici odbora, bi se rad opravičil, ker sem naredil napako. Res je, Svet knjižnice Radlje ob Dravi je na svoji 18. redni seji dne 28. septembra 2023, ne 24, tako kot sem jaz povedal, obravnaval pravilnik in ga sprejel. Predlog pa je obravnaval tudi odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva, zato prosim njegovo predsednico, gospod Metko Erjavec, da občinski svet seznani z zavzetimi stališči. Prosim, predsednica. Ja, hvala lepa. Prav tako smo na 12. seji odbora obravnavali podajo soglasja k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi. Odbor je po podanih obrazložitvah prejel naslednje stališče. Odbor za negospodarstvo, družbene dejavnosti in javne službe negospodarstva se je seznanil s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi in občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje. Najlepša hvala, predsednica. Dajem točko v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Na glasovanje dajem sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi podaja soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v knjižnici Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa, direktorica. Lep večer še naprej. Hvala. 6. točka dnevnega reda je pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na svoji 7. redni seji dne 6. julija 2015 sprejel pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020. Občina Radlje ob Dravi je na področju ohranjanja
in spodbujanja razvoja kmetijstva v občini v letih 2015-2020 ter s podaljšanjem sheme do leta 2023 sledila ciljem in usmeritvam veljavnega pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Predlagani pravilnik je bilo potrebno uskladiti z novimi uredbami Evropske komisije. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Magistro Marijo Vrhovnik Čas, vodjo urada župana za finance in proračun, prosim za podane obrazložitve. Dober večer, hvala za besedo. Kot je bilo predstavljeno že strani župana, je obstoječi pravilnik veljal za programsko obdobje 2015-2020 ter se je lahko s podaljšanjem sheme uporabljal do konca leta 2023. V letošnjem letu je bilo potrebno pristopiti k uskladitvi pravilnika z veljavnima uredbama Evropske komisije. V pravilniku so v 3. členu zajeti 3 ukrepi, ki so podrobneje glede na uredbe predstavljeni v nadaljevanju v 13. in 14. členu. Spodbujevalni učinki, pravilnik zajema pogoje dodelitve. V 4. pod rimsko 4 so zajeta merila za podporo društev, pod točko 5 sankcije in pod 6 hramba dokumentacije. Z izvajanjem navedenih ukrepov se teži k predstavitvi domačih kmetijskih proizvodov, ki so bili prepoznani v lokalnem okolju in so se izkazali za uspešne. Pravilnik je bil v začetku meseca junija posredovan na Ministrstvo za finance ter na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev soglasja. S strani Ministrstva za finance smo mnenje o skladnosti prejeli že v mesecu juniju, strani Ministrstva za kmetijstvo pa smo v mesecu septembru prejeli elektronsko sporočilo, da na dopolnitve dokumentacije, ki smo jih morali v pregledu podati, nimajo več pripomb in da pravilnik lahko v takšni obliki, kot je pred vami, predložimo obravnavo in sprejem občinskemu svetu. Ministrstvo nam je mnenje o skladnosti že izdalo 13.9.2024, tako da v takšni obliki, kot je, se ne bi sprejel. Hvala. Hvala lepa. Predlog je obravnaval Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo, zato prosim njegovega predsednika, gospoda Dejana Kresnika, za stališče odbora. Prosim, predsednik. Hvala za besedo. Stališče odbora za kmetijstvo in gozdarstvo v predlogu za 11. redno sejo občinskega sveta. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo je na svoji 4. redni seji dne 25.9.2024 obravnaval predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi. Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo občine predlaga občinskemu svetu, da sprejme sledeči sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Hvala lepa, predsednik, za predlagan predlog sklepa. Dajem točko v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Lahko pridemo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem predlog sklepa na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti, od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa tudi Majdi za podano poročilo. Želim lep večer še naprej. 7. točka je predlog odloka o rebalansu številka 2 proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2024. V prilogi gradiva vam je bil poslan predlog odloka o rebalansu številka 2 proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2024 skupaj z vsemi potrebnimi prilogami. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Podajam dodatno obrazložitev k predlogu rebalansa številka 2. S pripravljenim predlogom rebalansa številka 2 se usklajujejo vrednosti projektov, s katerimi je občina kandidirala na raznih razpisih in bila uspešna pri njihovem sofinanciranju.
Upoštevane so tudi korekcije proračunskih postavk vezane na veljavni proračun 2024 oziroma rebalans 1 za leto 2024 in predvidena je dolgoročna zadolžitev. Skupni prihodki rebalansa 2 so ocenjeni v višini 14 milijonov 474 tisoč 147,10 evra, kar je za 4,9% več kot v veljavnem rebalansu 1 za leto 2024. Povišanje je zaradi prejetih sredstev iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in sicer za gozdne ceste v višini 548 tisoč 954,98 evra in zaradi predvidenih višjih prihodkov od obresti. Skupni odhodki rebalansa 2 so v višini 19 milijonov 814 378,09 evra, kar je za 14,8% več glede na predvidene odhodke v veljavnem rebalansu 1 za leto 2024. Zvišalo se je tekoče vzdrževanje gozdnih in lokalnih cest, urejanje javnih površin, ureditev križišča na mejnem prehodu in projekt aglomeracija 10991. Sredstva na nekaterih podprogramih zvišujemo zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta, zvišujemo sredstva na podprogramu Nacionalno združenje lokalnih skupnosti, zaradi dviga članarine Skupnosti občin Slovenije. V drugem polletju tega leta pri prometni varnosti smo dodatno zagotovili sredstva za nakup stacionarnega merilca hitrosti, povišala so se tudi sredstva za objekte in rekreacijo zaradi uskladitve višine najema za travnato površino za vadbo za lastniki zemljišča. Zaradi nove izgradnje kanalizacijskega sistema se povišujejo tudi sredstva na postavki druge komunalne dejavnosti. Zaradi nove zaposlitve v knjižnici Radlje ob Dravi, za katero so dale soglasje vse občine soustanoviteljice javnega zavoda knjižnice Radlje, povišujemo tudi sredstva za ta namen. Sprejeta je bila tudi višja cena vrtca, zato se povečuje tudi proračunska postavka subvencije vzgojnin. Prav tako mora občina pokrivati 28% delež zaposlitve na delovnem mestu svetovalni delavec, kar je bilo sprva predvideno, da bo pokrivala država. Zaradi zunanje ureditve okolice pri vrtcu Radlje so se povišala sredstva tudi na postavki investicije in investicijsko vzdrževanje za vrtec. Povečujejo se tudi sredstva na postavki osnovno šolstvo zaradi povišanja stroškov glede na dejansko število učencev iz občine Radlje ob Dravi v šolskem letu 2024-2025. V programu pomoč šolajočim in drugi programi v pomoč družini se proračunske postavke uskladijo glede na dejansko realizacijo, zimska in letna šola v naravi ter letovanje otrok v Punatu. Uskladiti se je morala tudi štipendija. Prav tako se povečujeta postavki zavod oskrbnine zaradi prenosa obveznosti in višjih stroškov v letošnjem letu ter pomoč na domu zaradi večje realizacije oziroma večjega števila opravljenih ur pomoči na domu, glede na potrebe občank in občanov. Povečuje se tudi postavka servisiranja javnega dolga zaradi povečanega plačila obresti za 12,2% na letni osnovi. V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačila dolgov v letošnjem letu. Planiramo pa zadolžitev v višini 2,5 milijona pri domačih bankah. Občina se bo na novo zadolžila zaradi več dejavnikov, povezanih s trenutno finančno situacijo in potrebami, ki izhajajo iz nepredvidenih okoliščin na projektih, zlasti v zvezi z aglomeracijo in obnovo infrastrukture. Nepričakovani stroški projekta aglomeracije. V okviru projekta odvajanja odpadnih voda so se pojavili dodatni stroški, ki so nastali zaradi kompleksnosti terena. Zaradi zahtevnosti in predvsem trdnosti terena so bila potrebna podvrtavanja, dodatno vgrajevanje opornih zidov, varovanje gradbenih jam in podobno. Na območju Zgornje Vižnge, Županka, ulice pod gradom in pa Koroške ceste je bilo hkrati z polaganjem kanalizacije za odpadne vode potrebno rešiti in urediti tudi odvajanje meteornih voda, kar v projektu ni bilo zajeto. Tako smo na tem območju uredili in rešili celovito problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Škode po poplavah avgusta 2024 in ujmah, ki smo jim priča tudi letos. Po avgustovskih poplavah je občina prijavila škodo na lokalnih cestah v višini približno 7 milijonov evrov, vendar so bila v predhodnem programu dodeljena sredstva zgolj v višini 2,9 milijona evrov. Ta finančna vrzel dodatno otežuje reševanje nastalih težav in predstavlja velik izziv za likvidnost občine, saj smo prisiljeni zaradi novih plazov, ki so se pojavili na lokalnih cestah, v takojšnja in nenadna sanacijska dela. V ta dela smo prisiljeni praktično na območju celotne občine. Likvidnost. Občina se sooča s težavami pri likvidnosti, saj je bila zaradi rokov povezanih z obnovo dvorca prisiljena začeti sanacijo objekta.
Občinska struktura financiranja, potrjena na razpisu in strani Ministrstva za kulturo, predvideva, da bi naj v letu 2024 prejeli 1,5 milijona evrov, a doslej še nismo prejeli predvidenih sredstev. 2 zahtevka v skupni vrednosti 500 tisoč evrov na Ministrstvu za kulturo sta ostala še neizpolnjena, kar dodatno otežuje zmožnosti financiranja. Koncesija. Občina Radlje ob Dravi je skupaj z ostalimi oškodovanimi občinami, prejemnicami plačil za koncesijo za rabo reke Drave vložila zahtevo, podredno pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti določb zakona o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo. Občinam prejemnicam so bila plačila iz koncesije za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije na podlagi določil navedenega zakona odvzeta oziroma zmanjšana, o zahtevi se ustavno sodišče še ni izreklo. Občina Radlje ob Dravi v tem primeru je bila oškodovana skoraj za 1 milijon evrov, ki ga bo izjemno težko nadomestiti, zato se nam dogajajo takšne likvidnostne težave, ki smo jim priča v tem obdobju, tudi zato. V načrtu razvojnih programov 2024-2027, ki je priloga proračuna od rebalansa 2, smo načrt dopolnili z 2 projektoma, in sicer zeleno-modre rešitve, za katerega ste danes potrdili tudi DIP oziroma investicijsko dokumentacijo, in pa projekt Park pri dvorcu Radlje ob Dravi, s katerim se bomo prijavili na objavljeni javni razpis za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov. Razpis je objavljen, računamo, da bi se v tem tednu oziroma v naslednjih 14 dnevih, 3 tednih prijavili na ta razpis, in zato bomo tudi prosili za podporo na dopisni seji občinskega sveta. Na kratko je bilo to o rebalansu številka 2, dajem točko dnevnega reda v razpravo. Prosim. Ugotavljam, da razprave ni. Na glasovanje dajem sklep. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme rebalans številka 2 proračuna občine Radlje ob Dravi za leto 2024 skupaj z vsemi predlogami v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. 8. točka dnevnega reda je predlog odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi, druga obravnava. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji dne 1. julija 2024 obravnaval predlog odloka ter sprejel sklep, da je vsebina odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Za obrazložitev prosim gospod Maja Košir, višjo svetovalko za splošne in pravne zadeve. Maja, dobro večer, prosim. Tudi z moje strani. Uvodoma lahko pojasnimo, da se vsebina predloga odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi med prvo in drugo obravnavo ni spreminjala. Trenutno veljavni odlok je torej potrebno uskladiti zakonodajo, predvsem z zakonom o urejanju prostora. Vprašanje postavljanja objektov za oglaševanje pa naslavljajo tudi zakoni z področja torej urejanja prostora, področja graditve, področja kmetijskih zemljišč in področja cest. Z odlokom se torej urejajo pogoji za oglaševanje in plakatiranje na objektih in napravah za oglaševanje in plakatiranje postavljenih na javnih površinah na območju občine Radlje ob Dravi in drugih nepremičninah, na katerih ima občina lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico. 35. člen zakona o urejanju prostora, ki je stopil v veljavo s 1.1.2024, določa, da je v območjih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča in niso v poselitvenih območjih, ne glede na prostorske izvedbene akte prepovedano postavljanje trajnih ali začasnih objektov, naprav ali predmetov za oglaševanje. V skladu s 3. odstavkom 285. člena ZUREP-a ima pristojnost za nadzor nad izvajanjem občinska inšpekcija, torej ki je dolžna preverjati skladnost izvajanja vseh posegov v prostor. Glede obstoječih reklamnih panojev na kmetijskih površinah pa je Ministrstvo za naravne vire in prostor podalo odgovor, da se v skladu z načeli pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti sklicuje na to, da bodo lahko na zemljiščih ostali vsi objekti, ki so že stali pred 1.1.2024, seveda pod pogojem, da so bili tudi postavljeni v skladu z veljavnimi predpisi in pravili, ki so veljali za zemljišče v času postavitve.
Določeni so tudi prekrški v zvezi z oglaševanjem zunaj poselitvenih območij in globe zoper posameznike, samostojne podjetnike in pravne osebe v primeru postavitve objekta za oglaševanje v nasprotju s 35. členom zakona. Skupaj s pripravo novega odloka se zavezuje pristojni organ občine izdelati kataster stalnih objektov za oglaševanje, ki pa se mora objaviti na spletni strani občine in bo na vpogled pri pristojnem organu, ki ga bo skladno z novim odlokom tudi dopolnjeval in ažuriral. Hvala. Hvala lepa. Predlog je na dopisni seji obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, zato prosim njegovega predsednika, gospoda Roberta Potnika, da občinski svet seznani z zavzetim stališčem. Prosim, predsednik. Hvala za besedo. Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine na svoji prvi dopisni seji, ki je potekala od ponedeljka 23.9.2024 od 15:30 ure do srede 25.9.2024 do 15. ure obravnaval naslednjo točko dnevnega reda. Predlog odloka o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi, druga obravnava. Člani odbora smo sprejeli naslednje stališče. Odbor predlaga občinskemu svetu, da se sprejme odlok o oglaševanju in plakatiranju v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Hvala lepa. Dajem točko v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o sklepu. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme odlok o plakatiranju in oglaševanju v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti od 15 svetnic in svetnikov navzočih sprejet. 9. točka dnevnega reda je predlog odloka o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi, isto druga obravnava. Občinski svet občine Radlje ob Dravi je na 10. redni seji dne 1. julija 2024 obravnaval predlog odloka ter sprejel sklep, da je vsebina odloka o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo. Občinskemu svetu predlagam, da zadevo obravnava in sprejme ustrezen sklep. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih svetnic in svetnikov. Ponovno prosim gospod Majo Košir, višjo svetovalko za splošne in pravne zadeve, da podajo obrazložitev. Prosim, Maja. Hvala. Tudi vsebina predloga odloka o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi se med prvo in drugo obravnavo ni spreminjala. V letu 2022 sprejet novi zakon o cestah je naložil občinam, da uskladijo svoje predpise s sprejetim zakonom. Določijo upravljavce občinskih cest in način izvajanja nalog upravljanja. Vsebinsko je odlok razdeljen na več poglavij. Nanaša se tudi na kategorizacijo občinskih cest in navaja kategorije ter postopke in pogoje kategorizacije občinskih cest. Opredeljeno je financiranje gradnje občinskih cest, obveznost obveščanja upravljavcev gospodarske javne infrastrukture o posegih v občinsko cesto. Kot že navedeno, je potrebno določiti tudi upravljavca občinskih cest ter njegove naloge in pristojnosti. Redno vzdrževanje navaja kot obvezno gospodarsko javno službo, ki jo izvaja javno podjetje. Posebna pozornost je namenjena tudi varstvu občinskih cest in prometa na njih. Za gradnjo ali vzdrževalna dela v vzdrževalnem pasu ali območju javne ceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca ceste. Navedeni so pogoji za pridobitev soglasja, kakor tudi globe, vkolikor posameznik oziroma pravna oseba v varovalnem pasu občinske ceste ali območju javne ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali zgradi objekt, izvaja ali izvede druge gradbene posege, vzpostavlja ali vzpostavi trajni nasad, ograjo in živo mejo. To področje se namenja predvsem zaradi prekopov, podbojev, sečnj in podobno in ker se pogosto v praksi pojavlja, da se ne vzpostavi v prvotno stanje. Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odloka izvaja medobčinski inšpektorat. Dodatno so vnesena tudi določila o varovalno pasu občinskih cest iz naslednjih razlogov. Zaradi ureditve možnosti inšpekcijskega nadzora nad posegi, izboljšane možnosti zavarovanja oziroma varstva cest, preprečevanja zahtev po ukrepih za zaščito pred negativnimi vplivi prometa ob obstoječi cesti, za naknadno zgrajene objekte in za določitev širin varovalnih pasov.
Občina lahko z odlokom predpiše manjšo širino varovalnih pasov, kar smo se v predlogu tudi poslužili, tako da pri lokalnih cestah znaša namesto 10 metrov 4 metre, pri javnih poteh namesto 5 metrov 3 metre in občinskih kolesarskih cestah in poteh 1 meter oziroma 2 metra smo se. Občina je v skladu z poslovnikom objavila tudi celotno vsebino osnutka, pri čemer nismo prejeli nobene pripombe oziroma pobude. Hvala lepa. Predlog je na dopisni seji prav tako obravnaval Odbor za prostorsko planiranje, komunalno infrastrukturo, varstvo okolja ter naravne in kulturne dediščine, zato prosim še enkrat predsednika odbora, gospoda Roberta Potnika, da občinski svet seznani z zavzetim stališčem. Prosim, predsednik. Hvala. Predlog odloka občinskih cestah občine Radlje ob Dravi druga obravnava. Člani odbora smo sprejeli naslednje stališče. Odbor predlaga občinskemu svetu, da se sprejme odlok o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Hvala lepa, dajem točko v razpravo. Ugotavljam, da razprave ni. Prehajamo na glasovanje o sklepu za naslednjo vsebino. Občinski svet občine Radlje ob Dravi sprejme odlok o občinskih cestah v občini Radlje ob Dravi v predlagani vsebini. Dajem sklep na glasovanje. Kdo je za? Hvala. Kdo je proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti, od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. Hvala lepa, Maja, za prisotnost na današnji seji. Mi pa prihajamo na 10. točko dnevnega reda, to pa je informacija o izvrševanju proračuna občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta. Občinskemu svetu občine Radlje ob Dravi posredujemo informacijo o izvrševanju proračuna občine Radlje ob Dravi v prvem polletju tekočega leta v seznanitev na podlagi določb zakona o javnih financah. Navedeno gradivo pa ste prejeli po elektronski pošti 30. julija 2024. Dajem predlog sklepa o seznanitvi na glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. Ugotavljam, da je sklep s 15 glasovi za in nič glasovi proti, od 15 navzočih svetnic in svetnikov sprejet. In še 11. točka dnevnega reda, to pa so pobude in vprašanja občinskih svetnic in svetnikov. V nadaljevanju dajemo odgovore na pobude in vprašanja, ki so bile podane na prejšnjih sejah. Gospa Dominika Karlatec postavi dodatno vprašanje v zvezi z Zgornjim Kozjim vrhom objektom. Zanimajo, zakaj je bila potem takoj naslednji dan potrebna sanacija ustja, kanalizacije in prosi, če se lahko na elektronski naslov posreduje strojni nalog za potrebno sanacijo, kaj se je tisti dan delalo, če je izključujoča krivda kateregakoli gospodarske javne službe. Odgovor v prilogi 1. Strani EKP. Torej, javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava je posredovalo naslednji odgovor. Postopek reševanja zadeve, po kateri sprašuje gospa Karlatec, problematika kanalizacije objekta na naslovu Zgornji Kozji vrh 6 je še vedno v teku, zato dodatnih informacij še ne moremo posredovati. Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava d.o.o. In drugo vprašanje, gospod Dominiko Karlatec zanima finančni razrez projekta Radljevanje 2023 in sicer na eni strani vsi prihodki, na drugi strani vsi odhodki in končna vsota. Spoštovani, odgovor na vprašanje občinske svetnice projekta Radljevanje. Vezano na vaše vprašanje v zvezi z finančnim razrezom Radljevanja 2023, kjer gospod občinsko svetnico zanimajo prihodki in odhodki ter končna vsota, vam podajamo naslednji odgovor. Projekt Radljevanje smo pričeli izvajati v letu 2023, zato vam lahko posredujemo podatke samo za leto 2023. Projekt Radljevanje je vseboval naslednje projekte: koncert skupine Mi2, stand-up nastop Tadeja Toša, koncert Magnifika, koncert Serenade slovenskih popevk in koncert Avsenikov. Prihodki skupaj so bili 81.931,76 evra, odhodki skupaj so bili 77.767,91 evra, ostanek prihodkov ali plus je bil 4.163,85 evra. Hvala za vaše razumevanje in lep pozdrav. To so bili odgovori na vprašanja, ki so bila postavljena. Spoštovane svetnice in svetniki, izvolite vprašanja. Izvolite, gospa Karlatec.
Hvala. Jaz se bom ponovno vrnila k Zgornjemu Kozjemu vrhu 6. Z odgovorom nisem zadovoljna. Zanima me, kako boste vi kot župan, kot odgovorna oseba postopali, če se bo ugotovilo, da je vzrok za nastanek škode v poplavitvi objekta na naslovu Zgornji Kozji vrh 6 z dne 7.6.2022 ali nedokončana izvedba ločenega sistema ali pa neustrezno vzdrževanje kanalizacije, v primeru, da pride do izvedenskega mnenja, kako bo občina v tem primeru ukrepala. Če mi lahko posredujete zapisnike dosedanje, če obstajajo v zvezi s tem. Vsem ostalim svetnikom bi pa povedala, da v bistvu gre za eno preprosto zadevo. Imaš hišo, pri kateri ti večkrat, ne enkrat, kanalizacija zalije in uniči vaše imetje. Vsi, ki imamo zavarovanje, vemo, da se lahko uveljavlja zavarovanje za eno stvar samo enkrat. Samo enkrat. Tako da to je zelo pereč problem, ker gre za našega občana in zatiskati si oči ni prav. Zdaj je bil na vrsti on, naslednjič je lahko nekdo drug. Zato toliko drezgam pa sprašujem. Ker ta občan je na svoje stroške pridobil mnenje sodnega izvedenca. A se zavedamo, kaj to pomeni? Da poiščeš nekje pravico, da dokažeš, greš tako daleč. A je zatajila komunikacija ali pa strokovne službe? Ali pa preprosto ni na pravi strani, je preveč odkrit? Ne vem. Zato sprašujem. To ni moj primer. To me zanima. Nadalje pa me zanima finančni razrez, natančen finančni razrez prihodkov in odhodkov projekta Radljevanje. Da bom še bolj detaljno postavila vprašanje, želim posredovanje vseh finančnih zahtevkov, ki so bili poslani na občino Radlje ob Dravi strani javnega zavoda v leto 2023. Hvala. Hvala lepa. Na prvo vprašanje vam bo dala odgovor vodja urada, na drugo vprašanje pa ga bomo posredovali odgovornim službam. Prosim. Ja, hvala za besedo, župan. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Hvala svetnici za vprašanje. Jaz bi tu samo, bom rekla, to povedala, kar se tiče zadeve in problematike reševanja kanalizacije in morebitne škode, ki je ob tem nastala na Zgornjem Kozjem vrhu, gre v bistvu za individualno zadevo, za reševanje individualnega spora, ki je nastal med izvajalcem gospodarske javne službe in to stranko. Sama zadeva ne sodi v pristojnost občinskega sveta. Absolutno pa, vkolikor bo svetnica lahko pride z pooblastilom stranke, da ga zastopa v tej zadevi, sploh ni nobena težava, na javno podjetje Kič in v skladu z pooblastilom in pa podatki, ki bodo lahko dani v tem postopku, ker smo videli oziroma smo slišali prej, da je župan prebral, da je javno podjetje Kič povedalo, da v tej zadevi poteka še zmeraj spor in da trenutno ne morejo dati javnih podatkov. Moramo tudi vedeti, da je tule uredba o varstvu osebnih podatkov, zadeva se rešuje na tej stopni in ni mogoče, da bi bilo o tej zadevi, bom rekla, javna obravnava na občinskem svetu. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, spoštovane svetnice in svetniki? Prosim, gospod Dejan Kresnik, izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi samo spomnil, pri proračunu smo jaz v imenu SDS-a
pa mislim, da podžupan gospod Vaukman za defibrilatore, jaz na Havajih, on pa na Prisoji. Pa me zanima, kako smo s to realizacijo. Hvala. Je v planu, samo mislim, da je v 25. Aha, če je to tako, potem bomo na naslednji seji občinskega sveta bomo obravnavali proračune 25 in 26 in bo ta umeščena oba defibrilatorja na Spodnji Vižingi in na Prisoji. Tako da je v planu upoštevana pripomba. Hvala. Še kakšne, prosim, gospod Ivan Sušnik. Ker so bili omenjeni defibrilatorji, bi imel tudi prošnjo, če se bi kakšen defibrilator lahko namestil tudi v vseh teh treh krajih ali Zgornji Vižingi, da bi tisti naš konc tudi bil pokrit, če je to možno, da bi dali ta sklop. Hvala za predlog. Naj povem, da je mreža javnih defibrilatorjev v občini Radlje ob Dravi z vsakim letom večja. Naj povem tudi to, da imamo, pa tu ne gre za lastno hvalo, ceno malo, ampak res odlično sodelovanje tudi z koronarnim klubom Zgornje Dravske doline, v okviru katerega imamo podpisan sporazum o sodelovanju in nam koronarni klub tudi vzdržuje vse defibrilatorje, ki so javno dostopni. Mislim, da se je število javnih defibrilatorjev v naši občini pospelo že na številko 12, če se ne motim, celo 13, in ob dodanih teh defibrilatorjih bomo samo še širili in s tem bi rekel zagotavljali višjo kakovost življenja, pa upajmo, da jih nikoli ne uporabimo. Je pa res, da je to vzdrževanje pač predstavlja določen strošek in moramo se zavedati, tako da bo tudi proračunska postavka v tem smislu povečana v naslednjem letu za vzdrževanje defibrilatorjev, tako da nas pa veseli, da dajete pobude in bomo seveda upoštevali pri pripravi proračunov 25 in 26. Hvala. Prosim, še kakšno vprašanje? Prosim, Marjanca. Jaz bi imela pa eno zahvalo in sicer bi se v imenu folklorne skupine kulturno-prosvetnega društva Kovač-Lija Vuhe zahvalila županu magistru Alanu Bokovniku in pa podžupanu Davidu Vaukmanu, da sta v bistvu nas spremljala v Čazmo na njihovo 50. obletnico zapovedi pod Lipom. Še enkrat hvala. Hvala lepa. Pozabila si povedati, smo bila šoferja. Ja, tudi šoferja, tudi kot šoferja. Nismo bila spremljalca, ampak delala smo, no. Ja, hvala, z veseljem. Bilo nam je veliko veselje. Ja, hvala, še kakšno vprašanje, pobuda. Če ne, potem bi se vam, spoštovane svetnice in svetniki, zahvalil za konstruktivno sodelovanje na naši seji. Obenem pa, ker smo zelo blizu še našemu občinskemu prazniku, še enkrat zaželel vsem občankam in občanom prijeten občinski praznik. Ravno včeraj smo ga zaključili, izjemno uspešne prireditve, izjemno uspešni projekti so zaključeni. Hvala lepa vsem, ki ste se trudili, vsem društvom, vsem posameznikom, vsem institucijam javnim, vsem občankam in občanom, ki ste obiskali prireditve in se odzvali našim društvom na njihova povabila in s tem obogatili naš občinski praznik. Hvala lepa in iskrene čestitke še enkrat.